Praviš, da si tu nekaj pesmi napisal dejansko na že obstoječo melodijo. Večinoma prej je bil najprej tekst in šele potem melodija. Ampak recimo vsi, ki pišejo songe, tekste za glasbo ali verzificirano poezijo, taka poezija, tak tekst ima vendarle ritem, že v osnovi. Dejansko, če pišeš tekst nekako že, vsaj v sebi slišiš, kako ne bi to zvenelo, ko je enkrat v glasbi. Zdaj recimo ti, ko si napisal tekst, ki je bil pred tabo na papirju, kot tekst za song, vedno popolnoma identificiraš tistim, kar potem na koncu je song, kar je v glasbi. Se pravi, ali dejansko napišejo glasbo in zapojejo točno tako, kot si slišal. Jaz sem smere šokiran, ko slišim v glasbi, ki mi je potem 99% zelo všeč, sploh s temi glasbeniki vsemi, ki sem zdaj sodeloval, so res oglasbili, ampak tisto, kar imaš ti v glavi, to je isto kot z radijskim igram. Jaz, ko sem radijsko igro, ko poslušam, to moja žena ve, ki je tu, to je grozljivo, ker jaz zraven kričim, pa ne vem kaj so naredili iz tega, pa tisto ne vem, pa tudi kakšne režiserje ne vem krivico, ker poznaje, jaz pač slišim, mogoče je to nekaj, se pravim, tako da je rekel Dušan, jaz sem tudi sam malo včasih igral kitaro in zdaj jaz imam en veliki problem, jaz sem lahko marsikaj zaigral, ampak nisem znal ponoviti iste stvari dvakrat. Tako da, to je pesem malo boljša, da so me dosti krat porabili pač reši za pisca. In se zdaj sem pa improvizira, to pa je zanimivo, to se še zdaj upam. Zdaj se sicer parkrat porobal, pa zdaj niti ne gre več, niti roke so premehke, ampak se pravim, to je bil zmeraj mi je bil problem. Sem pa vseeno, tako nekje, kot najstnik smo imeli nek rock'n'roll band, imenovala se Zelena kobila, z dvema velikima nastopoma v krajevni skupnosti Košaki. 3 plesalci so bili, tako se spomnim, 2 sta se skoto tam cartala, pa tako, mi smo pa igrali. Ampak je bila vseeno to ena taka šola, če ni druga tisti rock'n'roll, to smo znali igrati, to sem celo jaz znal igrati, to so pač tistih nekaj akordov istih, ali pa blues. Sem takrat pa zato nekaj te prve tekste začel pisati in je pravzaprav stalo to nekako v glavi, neki ta ritem. Dobra šola je bila tudi radijska igra, ker radijska igra se tudi z zvokom, ker jaz sem se pač z radijsko igro tudi, to je moja druga taka velika ljubezen. In vse to je pač privedlo do, začelo pa se seveda z projektom, ki ga danes že menil, kar je pojejo pesnike, ki sta ga zasnovala Dušan Hedl in pokojni Tomaž Brenk. Jaz sem bil tam hitro, nisem bil čisto pri ustvariti, ampak sem bil pol hitro zraven. In tam, jaz sem imel zmeraj pri tem projektu pripombe, mene pri tem projektu zmeraj motilo, če so glasbeniki, ki so že imeli neke rife, ti si pa napisal tekst in so oni pač tisto nekaj te besede probali. Nekaj oglasbica da tak vse, če hočeš, samo zdaj to ni finta. Jaz sem zmeraj si želel, da se pesniki, ki pišejo, malo približajo, da se eni drugim približajo. In isto je bil ravno projekt za Quintoni. Quintoni so že prej imeli ene take posebne želike, kot nastopajo pri meni. Oni so že imeli nekega gustla, pa te stvari. In spomnim, ko sem z njimi delal, meni je bilo najprej groza, ker rock'n'roll band posegati, nekje od zunaj je to zelo občutljiva stvar, da mi ne bi pokvaril tisti notranji ritem. Jaz sem tako dolgo študiral tisto njihovo glasbo, da sem potem v bistvu se počutil, če malo pritravam del benda samega. In to se meni zdi tista pot, kadar. In isto se mi zdaj dogaja z Tomijem in z Markotom. Ko Marko poje moje pesmi, imam jaz občutek, da sem tam zdaj zraven gledam, če se ne nekaj zmotam.